Dober dan in lepo pozdravljeni na spletnem dogodku v sklopu prireditve Frankfurt po Frankfurtu. Kot je že v navadi, knjižni sejem spremljajo še drugi dogodki in eden takih je prav ta, ki smo ga poimenovali Ustvarjanje v času epidemije. Moje ime je Renata Dacinger in danes se bom pogovarjala s tremi izvrstnimi avtorji knjig, ki vsak na svoj način opisujejo epidemijo in so v času epidemije tudi izdali svoje knjige. Zato bomo govorili o njihovih delih, v katerih se epidemija tako ali drugače zrcali, pa tudi o samem času, v katerem smo se vsi skupaj znašli. Zdaj, moj prvi gost je alpinist, novinar in pisatelj Tadej Golob. Napisal je več romanov, biografij, mladinskih romanov, največjo prepoznavnost in uspeh pa je dosegel s kriminalkami. Zdaj, zadnja, ki je izšla lansko leto, ima naslov Kako drugače kot virus. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Drugi naš gost je moj novinarski kolega, sicer pa igralec in dopisnik Radia Televizije Slovenije iz Italije, Janko Petrovec. To je tisti obraz in glas, ki nam je vsak dan poročal o tem, kaj se pravzaprav dogaja v Italiji, takrat, ko epidemija pri nas še ni izbruhnila v taki obliki in v takih razsežnostih, in ki je lani izdal knjigo Rim karantena. Živjo. Lep pozdrav, oziroma karantena Rim. No. Karantena Rim, seveda. In profesor dr. Tadej Grušovnik, Tomaž Grušovnik, se opravičujem, višji znanstveni sodelavec Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. Ukvarja se z etiko živali, okoljsko etiko ter filozofijo vzgoje in izobraževanja. Napisal je več knjig, ampak predvsem pa bomo govorili o dveh, ki sta šli lani, in sicer Hotena nevednost in Karantenozofija, razmišljanja o pandemiji. Lepo pozdravljeni tudi vi. Pozdrav. Zdaj, nekako ste se vsi lotili opisovanja epidemije na tak svojevrsten način. Tadej, vi ste koronavirus vpletli nekako v svojo knjigo na ta način, da ste s tem dali nekako pečat ali pa ste povedali, v katerem obdobju se pravzaprav vaš roman dogaja. Janko, ti si pravzaprav opisoval, kako si ti doživljal epidemijo in kako se je karantena vplivala na Rim, kakšno je bilo takrat življenje v Rimu. Profesor Grušovnik, vi ste pa nekako dali vsemu temu, kar se dogaja okoli nas, teoretičen okvir. V bistvu ste nekako razmišljali, zakaj in kako smo tako reagirali. Tako da se mi zdi, da ste tako lepo vsi zajeli to, pa bi začela pri vas. Tadej, zakaj ste se pravzaprav odločili, da boste virus vpletli na ta način v svoje delo? Pravzaprav ste imeli res veliko možnosti. Mislim, jaz, ko sem se lotil kriminalk, pisanja kriminalk, sem imel v mislih bolj na nek način Agatho Christie, kriminalni zaplet, razplet, reševanje, glavni junaki, negativni, pozitivni. In takrat nisem mislil, da se bom ukvarjal z neko družbeno ozadjem. Nisem si tega niti želel, ampak kot pisatelj, kot človek, ki razmišljam o tem, kar pišem, pač preprosto nisem mogel mimo tega. In jaz sem se s tem virusom imel kar precej dilem, da tako rečem. Zelo sem se ukvarjal z vprašanjem, a ga bo preveč, bo premalo te epidemije v knjigi, vprašanje prave mere, ampak sej to mislim, da je itak glavno pisateljsko vprašanje, pravo mero pri vseh stvareh poiskati. Koliko pravzaprav lahko izdava, kako je virus vpleten v vašo knjigo? Koliko želite izdati? V bistvu je tako, kot je sicer v tej naši slovenski družbi. Je to zdravstvena težava in družbena. In na nek način je mogoče to drugo celo bolj. Janko, v bistvu, kako se je rodila ideja za knjigo? Nekako si rekel spontano, ni se začela epidemija in si rekel, wow, to moramo pisati? Ne, ni bilo ideje. Ta knjiga je nastala pravzaprav potem, ko je bilo, knjiga se je porodila potem, ko je bilo
pravzaprav več kot polovico teh zapisov že napisanih, že objavljenih. Jaz sem seveda pišoč človek v tem smislu, da vsak dan nekajkrat v formatu 18 vrstic pripravim radijske in televizijske prispevke, se pravi, sem vešč kratke forme. Takrat, ko se je začelo, če se boste spomnili, pač lani spomladi smo bili v Italiji pač nekaj tednov, na začetku ali pa približno 2 tedna, vse se je prej zgodilo v Italiji kot pa v Sloveniji, se pravi od prve okužbe Italijana, pa potem pravzaprav do zapor in tako naprej, vse, kar je sledilo. Mi smo bili takrat na barikadah in jaz kot edini slovenski dopisnik iz Italije, to mi je vedno zelo žal, da sem edini, ker bi bilo imenitno, če bi imeli tudi tiskani mediji pa spletni mediji kakšnega svojega dopisnika, zaradi tega, ker sem jaz pač specialist za audio in video vsebine in kot tak ne morem pokriti vsega, zlasti takrat, kadar kakšna problematika, kakšna novica zahteva papir, zahteva razčlembo, ki je, bomo rekli, bolj tehtna. Ampak glede na to, da sem bil edini na tej barikadi, se je v tistih prvih dneh nejevernosti, velike tudi tukaj v slovenskem prostoru name usulo cel kup vprašanj, strani mojih poslušalcev in gledalcev, strani slovenske javnosti, Meni je pač skozi vse reže, ki jih imam v virtualnem svetu, preko družbenih omrežij ali pa preko pač moji kontakti so javni, ker sem pač javni uslužbenec. Je cel kup vprašanj kapalo, jaz imel pa takrat izrazito navit ritem, delovni ritem, bil sem pravzaprav skoraj vsaki informativni oddaji v tistih prvih dneh, tako da enostavno nisem imel časa, v katerem bi lahko odgovarjal pač vsakemu, ki se je name obračal z vprašanji. Zato sem začel svoje odgovore, bom rekel, nekako kroniko dni pisati na Facebooku, in so bili pač odprti vsem, ki bi hoteli karkoli izvedeti in tisto pisanje je naletelo na zelo dober odziv, pač vsak dan. Potem sem pa, ko se je pa ta, bom rekel, nejevernost polegla in ko je Slovenija pravzaprav z zapiranjem v času prvih zaprtij sledila Italiji v veliki meri in kar naenkrat tisto, kar sem jaz utiral pot, so potem vsi novinarski kolegi v Sloveniji že pokrivali, da so pa moji zapisi postali kar neka potreba, moja osebna potreba lockdownovskih dni, ker sem pa potem, ker je bila tudi zame osebno to pač neka nova situacija, ki je v meni odpirala nedokončane zgodbe preteklih tragedij, ki sem jih kot dopisnik doživel. Bodisi, teroristični napad v Nici, ki sem ga pokrival leta 16, kot vsi možni potresi med letoma 16 in 17, ki sem jih pokrival, do nesreče z viaduktom leta 18 in seveda migrantske krize, ki pa me na dopisništvu ves čas spremlja. In to je bilo potem najbolj tesnobno obdobje v Rimu, je bilo obdobje okoli velike noči. Zdaj Rim je lahko najbolj sveto in najbolj posvetno mesto tega sveta, ampak v času velikih zapovedanih praznikov pa si lahko veren ali pa ne, pa nekako ta, bom rekel, krščanski ritem mesto prežame. In ta velika noč leta 2020 je bila nekaj tako neverjetno žalostnega v Rimu, da je v meni osebno odpiralo, kot rečeno, vse te spomine. Tako da nekje tam okoli velike noči so se ti moji dnevniški zapisi, ki so nekako reflektirali na začetku zlasti epidemijo, potem pa čedalje bolj mene v tej epidemiji, da so začeli dobivati obliko knjige. Vi pa ste pravzaprav pred samo epidemijo izdali knjigo Hotena nevednost. Potem se je zgodila epidemija in nekako se mi zdi, da ste lahko potem nekako v živo preverili, ali te vaše teorije iz knjige pravzaprav držijo. Imate tak občutek? Ja, to drži. No, knjiga je sicer izšla lani novembra, ampak to pomeni, da je izšla, kar pomeni, da pisati sem jo seveda začel že veliko prej. Govoriva o Hoteni nevednosti, ki je v bistvu znanstvena monografija, kar pomeni, da so seveda predtem potrebna neka leta, tako rekoč, raziskav. In res je, na nek način
je bila ta pandemija kot epruveta tudi za eno izmed glavnih hipotez, ki jih imam sam v svojem raziskovanju. To je ta hotena nevednost, ne? In seveda ideja, da se ljudje takrat, kadar smo soočeni z informacijami, za katere nekako sumimo, da nam ne bodo všeč, da prinašajo nekaj mučnega, da takrat pred temi informacijami pobegnemo, zbežimo. Da torej problem velikokrat ni v tem, da ne bi bili dovolj dobro informirani, ne, oziroma da ne bi imeli na voljo informacij, pač pa prej v tem, da pred njimi bežimo. In tako da potem seveda vse te teorije zarote, ki nas seveda spremljajo še dan danes, so mutirale, ne, zame v resnici niso bile presenečenje. V resnici so bile potrditev tega, kar sem lahko spremljal že na drugih primerih, ne, v okoljski etiki, recimo pri okoljski problematiki, ali pa tudi znotraj etike živali, tudi znotraj družbenih odnosov. Tako da ta dinamika, ne, sploh na začetku pandemije, ne, je bilo veliko teh komentarjev, da vse skupaj izgleda kot film. Ne, in recimo tale moja karantenozofija se začne na ta način, ne, ko opisujem, da, in to je dejansko bilo res, ne, da sem imel na začetku, se pravi tam marca, aprila 2020, ko sem se zjutraj zbudil, občutek, da sem si pogledal nek grozno mučen film. Da sem videl neke grozljive prizore v nekem igranem filmu in ne, tako ta občutek, kot da si gledal neko markantno kinematografsko delo, ne, ki v resnici preživi noč in se s tabo zbudi drugi dan. Nakar, ne, tako sem se 2-krat obrnil v postelji in ugotovil, da v resnici ni bil film, ne. Da je to vse res, da so to dejansko prizori iz novic, da ne gre za igran film, ne. In to je seveda je bil nek sprožilec dodatne refleksije in dokaj hitro sem opazil, ne, da gre pravzaprav za to neko spontano reakcijo, ki jo imamo ljudje, da se distanciramo od realnosti, ne, in jo skušamo interpretirati, kot da je samo film, kot da ni zares. In če tako pogledate, ne, zanimivo je, da številne priče, ne, terorističnih napadov, ne, večkrat rečejo, ja, smo mislili, da je šlo za ognjemet, potem pa slišimo pokanje, ne. In tako, ne, s tem nekako ilustriram to tezo, da pravzaprav bežimo pred realnostjo, ne, kolikor se le da. Tadej, kako ste vi doživljali pravzaprav to obdobje? Pravkar smo slišali, vi ste rekli, da ste se večkrat počutili kot v nekem filmu oziroma kot da gledate film. Jaz recimo zase lahko rečem, ko sem gledala prve posnetke s Kitajske, se mi je zdelo zelo neverjetno, ja, kot film, pa obenem tako zelo daleč, da nikakor in nikoli ne bo prišlo do nas, ne? Kako ste se vi počutili? Jaz vem, kriminalke v bistvu potrebujejo neke vrste depresivno vzdušje, ne? Od skandinavskih, ki začenši z vremenom, ki mora biti zimsko, deževno, recimo filmu 7, thriller, ne, ves čas dežuje, Morgan Freeman, Brad Pitt. In jaz sem se tudi potrudil, recimo v Jezeru, da sem sledil tem vzorcem, ne. Zdaj s to epidemijo in vsem, kar se nam dogaja, mi tega ni bilo več treba, ne. Na nek način depresija je prišla vse pore našega življenja, ne. Tako da, ja, počutil sem se podobno, kot da gledam nek moreč film, ne. In vse, kar sem moral narediti, je, da sem samo opisoval to, ne. Pa vendar, vi ste si morali veliko več zgodbe še dodatno izmisliti. Recimo, če ste vidva nekako, vama je življenje pisalo, dajalo temu, o čem lahko pišete, pa ste vi pravzaprav to kriminalno bistvo zgodbe, zločin in potem iskanje krivca si morali izmisliti. Ja, ampak to sem tudi opazil, da ta sama kriminalna zgodba ni povsem ločena od tega družbenega ozadja, ne, da se dopolnjuje, nadgrajuje in tudi spreminja zaradi tega, ne. Tako da mislim, da družbeno okolje ima vpliv na samo, na tisti kriminalni zaplet, ne, in razplet. Tako da zdaj, na nek način, tudi zdaj, ko pišem naslednjo knjigo, naslednjo kriminalko,
imam tipalke sprožene in vse to, kar se nam dogaja, pač opisujem. Zdaj, vas bi še želeli vprašati to, kako pravzaprav nastaja roman. Ali imate na začetku že vse v glavi, potem pa nekako določite, kdaj boste dali neko informacijo bralcu. Bralec ima včasih prednost pred vašim junakom, zazna nek namig, ki ga vaš junak še ne pozna, potem pa naenkrat ugotovimo, da pa vaš junak ve nekaj več od nas in potem mi želimo izvedeti, kaj je tisto, kar ve on več in nas nekako kar naprej držite v tem, da želimo brati in kar naenkrat je vaša knjiga prekratka potem. Ja, mislim, nimam nekih silnih teoretskih ozadij in razmišljanj. Pač preprosto gre za vprašanje občutka, kdaj, kaj servirati, kako opisati. Knjiga v bistvu osnovni zaplet si že prej orišem in tudi izpišem, ampak drugače pa moje knjige nastajajo precej spontano, sproti. Se pravi, nimate doma take table, kot jo vidimo v kriminalkah na televiziji, kjer so fotografije žrtev, potem motivi in vse te puščice različne barve? Imam tablo iz Plute, na katero si pribadam neke take pač listke, večinoma z imeni, da ne pozabim, kako je bil človekov ime, ki je pred 30 stranmi se enkrat pojavil. V bistvu neke vrste majhne zapiske. Tisto, kar se mi utrne, neka ideja, pa vem, da je ne bom v naslednjem poglavju še opisal, ampak mogoče čez 3-4 poglavja, bolj se bojim, da bi to pozabil, takrat, ko bi se moral spomniti. Janko, ti si napisal, da je v tem obdobju šlo za spopad med solidarnostjo in sebičnostjo, med ponižnostjo in ošabnostjo. Kaj vse je bilo pravzaprav v tem obdobju na preizkušnji? Pred kaj vse nas je to postavila, ta epidemija? Ja, vse te stvari, ki sem jih tam, ki si jih zdaj ravnokar citirala. Jaz se večkrat, mogoče ravno zaradi tega, ker je v mojem delokrogu tudi ukvarjanje z rimsko-katoliško cerkvijo, večkrat se sprašujem o tem, pač papež Frančišek recimo je en človek, ki vedno znova poudarja umilta, se pravi ponižnost, se pravi biti ponižen do samega sebe tudi, se pravi do svojega položaja v svetu, do svojega položaja v družbi, Zdaj, nasproti temu je seveda ošabnost. Mi smo v tem trenutku se pač znašli na preizkušnji tega, ali znamo biti ponižni do sveta, do situacije, v kateri smo, kar se kaže tudi skozi potrpežljivost, skozi vztrajanje v nedorečenem. Mi smo zdaj seveda v neki situaciji, v kateri nimamo dokončnih odgovorov in smo pred preizkušnjo, ali smo sposobni živeti v nedorečenem času. Se pravi v času, na katerega vpliva cel kup nekih dejavnikov, ki jih ne poznamo do konca. In zdaj moja situacija, jaz si to vprašanje tudi zasebno seveda postavljam, je pa moja situacija toliko drugačna od, bom rekel, večine ljudi v tem, da imam tak poklic, da karkoli se zgodi je dobro. Hočem reči, zame Italijani rečejo tutto fa brodo in TV, kar pomeni, s čimkoli lahko zgodbo za televizijo skuhaš. In tako da zame je bila zgodba takrat, ko se je življenje ustavilo in je bila zgodba takrat, ko se je življenje znova pognalo v tek in je bila zgodba pomanjkanja življenja tudi. Tako kot je zdaj seveda zgodba to življenje, kako se znova prebuja v Italiji k sreči. V tem trenutku smo še vedno v neki taki fazi, ki je dobra, zaradi visoke precepljenosti in zaradi tega velikega presenečenja, ki so nam ga Italijani, nam vsem Evropejcem, se mi zdi, v zadnjem letu in pol dali, in sicer, da so kar naenkrat postali narod, eden izmed najbolj vestnih narodov, pri spopadu z epidemijo SARS-CoV-2. Tako da ja, to smo hotel povedati, mene vse, kar je človeškega, me vznemirja, in se mi zdi, da pač poklic, ki ga upravljam, mi omogoča, da iz vsega tega kreiram zgodbe. Profesor Krošovnik, Janko je omenil nedorečenost, da pravzaprav ne vemo točno, kje živimo, kako pa pravzaprav to vpliva na nas ljudi. Povedali ste, da informacij imamo dovolj, pa vendar
informacij da, kaj se dogaja, kam pa bomo šli, kaj se bo zgodilo. Čas je pa vendarle nedorečen, veliko je neznank. Ja, dejstvo je, da je nedorečenost nekaj, s čimer imamo ljudje težavo, težko to prebavimo. Ljudje imamo radi jasne, enoznačne odgovore. In ena izmed mojih tez, ki jo zagovarjam tudi v tej knjigi, ki namerava iziti marca naslednje leto, pri Mladinski knjigi tudi, je ravno ta ideja, da so pravzaprav teorije zarote v resnici ne toliko tudi dvom v neko uradno zgodbo, ampak še bolj pravzaprav ponujajo neko gotovost, nek jasen odgovor na zelo kompleksen problem. Tako kot je rekel kolega Petrovec še prej, ko smo se pogovarjali, znanost nikoli ni 100%. Znanost je lahko 95, lahko je 98%, ampak bistvo znanosti je v tem, da so njene teze načeloma ovrgljive. Če pridemo na dan z novimi dokazi, če se pokaže, da obstaja tehten dvom v nekaj, kar smo verjeli prej, znanstvena skupnost to predhodne teorije zavrže in izdela neko drugo, bolj natančno podobo realnosti. To vse pomeni, da na področju znanosti imamo bolj in manj gotove ugotovitve, bolj in manj gotove statistike. Zdaj, nekaterim to ni dovolj in želijo zagotovo vedeti, Kitajci so krivi ali pa virusa ni, za vse je krivo omrežje 5G, ker to so takšne zgodbe, ki nas v resnici pomirijo, svet postavijo v trdne okvire in tudi, še ena stvar je zanimiva. Takole, jaz pravim, resnica je hujša od teorije zarote. To mi je zelo všeč, ja. Skratka, teorija zarote tako, prikaže neko sliko grozno, neki ljudje tam, strici iz ozadja nas manipulirajo in pripravljajo pogrom, kar je seveda se sliši grozno. Ampak po drugi strani se moramo vprašati, kaj takšna slika predpostavlja. Predpostavlja pa natančno to, da imajo ljudje stvari pod nadzorom. Obstaja nekdo, ki kontrolira svet. Se pravi, obstaja voznik, ki pelje avtobus. Res, da je ta voznik zloben, ampak mogoče, če se potrudimo, mu lahko spulimo volan in rešimo svet. In to je v resnici tolažba pred tem, da smo na vozu, ki nima nobenega voznika in se nekam pelje. Kam se pelje, ne vemo čisto točno in živeti za to negotovostjo je težko in ravno zaradi tega ljudje posegamo po zgodbah, ki nam naredijo ta nedomačen svet bolj domačen, ki pridejo, ki nam ponudijo neko tolažbo. Boste v tej vaši novi knjigi opisovali tudi različne teorije zarote, kakorkoli pogledamo, te so zelo zanimive. Ja, gotovo. Seveda, te teorije zarot so izjemno zanimiva stvar. Izjemno zanimiva zaradi tega, ker so na nek način, pravim, da kot ljudsko slovstvo. Imajo težnjo potem, da se med sabo združujejo. Recimo teorija zarote o brezžičnem omrežju 5G se kar poveže z virusom, z izumiranjem čebel, z ravno zemljo, Google Chemtrails. Teh zgodbic je polno, vsak iz njih vzame to, kar mu je zanimivo in potem njihov učinek je seveda odvisen od govorca za omizjem, tako kot šale recimo, ali pa kot pripovedke. Tako da to je ena stvar. Druga stvar, ki je tudi zelo zanimiva pri njih, je pa tale, da so zelo podobne tudi govoricam. To pomeni, da vsak od nas je slišal že za številne teorije zarot, ampak takoj, kadar pa skušate najti njihov pisni vir na spletu, pa postane stvar zelo intrigantna. Vse, kar na spletu najdete, so samo demantiranja, to je zgolj teorija zarote, to je samo zelo globoko v splet moraš iti, da najdeš prave teoretike zarot, ki razširjajo dejansko zarote. Recimo, samo tako, da sem se prebil do strani z QAnon vsebino, sem porabil 3 dni.
brskanja po spletu. Ne. Preko enega znanstvenega članka sem prišel do spletnih strani, ki ponujajo te vsebine. Ne. Tako da imamo nek zanimiv paradoks. Na nek način so teorije zarot povsod med nami, a ko jih hočeš zagrabiti, se tako kot govorice, ne, ki nekoga recimo očrnijo, ampak ko hočeš to zgrabiti, pa se nekako izmuzne med prsti. No. Tako da zanimiva naracija je v zadnjem. Potrudi se je potrebno, da prideš do tiste resnice. Ja. Resnice. Zanimivo mi je to, da se pravzaprav med seboj združujejo, da pravzaprav predstavljala sem si, da tisti, ki zagovarjajo eno teorijo zarote, stojijo trdno na tleh in pravzaprav zanikajo drugo teorijo zarote, da so stvari nekako bolj ločene, pa pravzaprav pravite, da niso. To je zanimivo, ja, na nek način so lahko tudi protislavne. Samo pogrejmo teorije zarote o COVID-u. Najprej smo imeli teorijo zarote, da so vsega krivi Kitajci, da gre za biološko orožje, zdaj imamo teorijo zarote, da COVID ne obstaja. Torej, to sta dve protislavni trditvi in vse to najdemo v tej veliki množici, ne, zelo nekoherentni tudi konspiracizma. Zato pravim, ne, na nek način moramo, zaradi teh posamičnih dreves potem ne vidimo gozda. Kar moramo narediti je to, da malo odzumiramo stran in vidimo, kaj je pravzaprav izvor teh teorij zarot. To pa so ravno iskanje neke domačnosti v svetu, nekih hitrih odgovorov. Včasih pa tudi tako, to še morda dodam, ne, imamo različen spekter, ne, imamo tiste konspiraciste, ki trdno verjamejo v to svojo resnico, ne, in želijo rešiti svet, ne, so pripravljeni tudi recimo narediti kaj nasilnega v veri, da delajo nekaj dobrega. Imamo pa tiste nedeljske konspiraciste, ki se tako malo poigravamo, ne, z mislimi, kaj pa če bi bilo to recimo, ne, kaj pa če je v resnici v ozadju zarota, ne, in vržemo čevapčiča na žar in tako še malo, kot da bi pogledali film, malo razmislimo o neki konspiraciji. Ne. Tako da obstaja zelo, bom rekel, spektar konspiracizma je, ne, od bolj resnih, bolj zagrizenih do tistih, ki smo samo mogoče tako nedeljski, ne, se pozabavamo s temi idejami. Vi ste se nasmihali, zdi se mi, da vam pravzaprav teme, kje bi se lahko zgodil zločin, kdo bi lahko bil proti komu, vse te spletke, ki bi jih lahko opisovali, da jih kar dobivate pravzaprav vsakodnevno. Saj zame velja podobno kot to, kar je omenil Janko prej, da s česarkoli se da narediti užitna jed. Zame celo velja, za pisatelja se mi zdi na splošno, da čim slabše, tem boljše. Ne? Čim slabše je življenje, je to, kar se dogaja okoli vas. Ja, mislim, jaz sem tudi talentiran za te zadeve, ne samo, mislim, še sam osebno sem poskrbel za to, da je bilo minulo leto zelo zanimivo. S svojim padcem? Ja, in tako da, mislim, vsi pisatelj bolj ali manj, o čemrekoli že piše o sebi in piše o času, v katerem živi. Ne. Tako da mi tem pravzaprav ne manjka, ne. Pa seveda vse te teorije zarot ki so v bistvu zgodbe. Ne. Ja. No, zdi se mi, da če bi pisali ljubezenske romane, da bi vseeno imeli nekoliko manj vsebine, da bi vam trenutno stanje mogoče ponujalo nekaj manj teh dodatnih vsebin, zapletov in vsega tega. Ja, mislim, da je res idealen čas za kriminal. Janko, mi smo se nekako nasmihali in smo razmišljali o tem, kako so teorije zarote pravzaprav prisotne v Sloveniji. Vsi smo imeli v glavi verjetno nekoga, ki nam je o tem govoril. Kako prisotne pa so teorije zarote v Italiji? So prisotne, ne? To je pač globalni pojav. Ne? Seveda pa tukaj igra bistveno vlogo masa, ne? Pa narava naroda, bom rekel. Ne? Italijani, jaz sicer Italijanov ne rad jih posplošujem, ker o Italiji razmišljam kot o neki civilizaciji, bolj kot o državi, ker je do te mere polna vsebin, tako njena sedanjost kot zlasti njena preteklost nam ponuja mnoštvo impulzov. Ne? Je do te mere tudi vplivala na kulturo duha in vedenja v našem prostoru skozi tisočletja, da je treba do Italije pravzaprav se obnašati kot do Kitajske, recimo, se pravi, kot do neke velike civilizacije, ne, ki ne glede na to, da je v zadnjem stoletju naredila kar nekaj napak v odnosu do nas, ne, mislim, da se glede tega strinjamo,
je treba z velikim spoštovanjem, se mi zdi, vstopati v ta prostor italijanskih stoletij, da ne rečem tisočletij. Ne. Je pa to seveda država, ki je 30-krat večja od nas, ne. In merilo je pa zmerom posameznik. Ne. In se pravi, en posameznik v 2-milijonski masi je njegova družbena vloga in družbeni odmev njegovega početja ali pa govorjenja je drugačen kot pa mnenje in govor posameznika v 60-milijonski masi. Jaz večkrat recimo, ko me sprašujejo recimo o ljudeh, ki so zagovorniki alternativnih teorij ali pa zarotniških teorij, vedno postrežem s primerom parlamentarke Sare Kunjal, ki je odpadnica iz Gibanja petih zvezd. Ne. Ona je recimo pri volitvah leta 2018 pridobivala glasove za Gibanje petih zvezd ravno recimo bom rekel, v skupini proticepilcev, ne, in pripadnikov privržencev različnih drugih teorij zarot, in ona je še vedno tista, ki ne bo spoštovala PCT-pogoja, ki bo naredila škandal pred vstopom v parlament zaradi tega, ker kdorkoli hoče preverjati, ali je cepljena ali ne, ki bo slavnostna govornica na zboru, ne vem, nasprotnikov PCT-pogoja in tako naprej. Ampak Sara Kunjal je ena od 945, se razumemo, ne? Se pravi, praktično govorimo o promilu, enem promilu italijanskih parlamentarcev. Ne? In na podoben način se vse skupaj dogaja tudi sicer širše v italijanski družbi. Ne? Se pravi, bom rekel, to neko, čemur bi jaz rekel, neracionalno nasprotje, ampak s spoštovanjem do ljudi, ki protestirajo, ker vem, da mnogi od njih ali pa večina od njih protestira zaradi tega, ker dejansko čutijo, da morajo protestirati, ne zaradi tega, ker bi lovili kakršnekoli parlamentarne ali pa politične glasove. Jaz mislim, da velika večina ljudi, ki protestira, ne protestira zaradi tega, ker bi hoteli se na nek način koristoljubno okoristiti na kakršenkoli način s tem. Dejansko mislim, da so prepričani, da kar počnejo, ampak v Italiji se vse to se dogaja, ampak se dogaja, bom rekel, nekako fiziološko. Ne? Vedno znova, kadar v neki družbi pride do nekega širšega družbenega konsenza, bo vedno znova v demokratičnih družbah obstajala glasna manjšina, ki bo temu nasprotovala. Ne? Ta glasna manjšina je ponavadi, ne vem, desetina ali pa petina recimo družbe, ne? Ki se bo upirala. Ne? Zdaj, v Italiji se vse skupaj V Italiji se te stvari drugače manifestirajo kot pri nas, ker so Italijani bistveno boljše socializirani kot smo Slovenci. Ne? Italijani, seveda na severu manj, na jugu bistveno bolj, ampak v povprečju pa so občutno bolje socializirani kot Slovenci. Njihova socializacija rešuje recimo pri vprašanju čustvene inteligence. Ne? Oni so bistveno boljši kot smo mi glede tega, ravno zaradi tega, ker imajo kapilarno in živahno spleteno svoje družbeno življenje. Ne? Zapravi, Italijan, če ima povprečni Slovenc, ne vem, 3 koncentrične kroge, v katerih je 10 prijateljev, ki imajo različno hierarhično lestvico, ne? Potem Italijani ne bojo imeli 3 koncentričnih krogov, ampak imajo v povprečju 1 koncentrični krog, ampak v njem bo pa 40 ljudi. Ne? Se pravi, v tistem trenutku, ko imaš ti, vse jaz to tako interpretiram, močno socialno mrežo, si ves čas pravzaprav na čustveni ravni bombardiran z nekimi informacijami, ki prihajajo do tebe. Zdaj bom si sposodil Yuvala Hararija, ne, po algoritmu, on uporablja ta izraz, ne, po algoritmu čustva, ne, se pravi po tej bližnici, čustva so vedno znova bližnica, ne, ki jih pač ljudje uporabljamo za to, da učinkovito prenašamo neko informacijo z enega človeka na drugega. Ne. In se pravi, če pa pridemo v neko okolje, v katerem je večina ljudi cepljenih, ne, in tudi v tem mojem, ki ni mehurček, ne, ampak je moja mreža, ki se potem navezuje na mrežo mojega sočloveka in tretjega človeka in tako naprej. Se pravi, če v tej mreži je velika večina ljudi cepljenih, to ustvarja družbeni pritisk name, ki ni razumski, ne, se pravi, ni hladen, tukaj ne gre za neko zapisano informacijo, ampak je družbeni pritisk, ki je čustven, ne, ker gre po neki prijateljski liniji in se širi. In to se meni zdi bistveni razlog, zakaj je Italija do te mere uspešna bila pri boju zoper COVID. Ne. Na začetku smo imeli temu, o čemer zdaj tudi v slovenski politični govorici pravijo efekt Bergamo, ne. Se pravi, smo imeli nek hud šok, ne, kjer je neka
precej majhna skupnost doživela, je bila praktično obglavljena za svoje starosti. Ne? Se pravi, vsi, ki so bili, cel razred starejših pripadnikov te skupnosti je šel praktično v nekaj tednih. Ne? In ta šok je bila ena zelo močna zgodba, ne? Ki jo je Italija ponotranjila. Se pravi, iz tega šoka ven potem je to ustvarilo neke čustveno odmevanje. In potem pa mislim, da so prav ta družbena omrežja vsakega posameznega Italijana naredila svoje in da so tukaj bili konspirativci pravzaprav potisnjeni v nek paralelni sistem. Če mi vzamemo recimo primer Stefana Putzerja, ne, se pravi tega Tržačana, ki je v zadnjih tednih organiziral protest pristaniških delavcev proti PCT pogoju. Zdaj, na začetku smo mislili, da se bo zaradi tega zaprlo pristanišče v Trstu, pristanišče v Genovi in tako naprej. Kazalo je skratka na eno zelo resno potezo, ampak ta zgodba se je doslej zaključila na ta način, da se je Stefano Putzer, da je ostal sam, da je prišel v Rim, da se je protestno priklenil na Ljudskem trgu na eno klop in na koncu ga je policija mu je odščipnila tisto, s čimer se je prikoval, ga je poslala nazaj v Trst in mu za 1 leto prepovedala povratek v Rim. Se pravi, hočem reči, neka velika zgodba se je v roku nekaj tednov izpeljala v, bom rekel, klovnijado skoraj, ne? Se pravi, v neko ironijo vezano na nekega posameznika, ki je pravzaprav ostal brez vsega, ne glede na to, da je še mesec pred tem z revolucionarnim nabojem šel v boj. Ne? Taka je zgodba v Italiji. No. No, ampak, če nekako pogledam ta vaša dela, v katerih ste opisali epidemijo, v katere ste vključili virus, se mi zdi, da je mogoče profesor Grošovnik vaše delo nekoliko ima tak negativen prizvok, pa mislim, da mi boste vi rekli, da pravzaprav niste želeli biti negativni? Ne, mislim, da je zdaj takole, če je resnica slaba, ne, potem je pač objektivnost tudi slaba. Ne. Zdaj tale, je pa povej nekaj dobrega na koncu. Ne. To je pač tako, sej jasno je, da neke pozitivna sporočila zmerom obstajajo. Ne. In tudi recimo, zdaj, če se smem navezati na to hoteno nevednost, nekako takoj dobimo negativno konotacijo ob tem pojmu ali pa o tem epistemskem, torej spoznavnem pojavu. Ne. Skratka, izogibanje resnici je nekaj slabega. Ne nujno. Ne. Vsak spoznaven pojav ima nek svoj razlog, zakaj je tukaj. Ne. In izkaže se, da obstajajo neki, recimo temu tudi ustvarjalni momenti naše ignorance. Ne. Vzemimo nekega recimo pisatelja. Ne. Če bi hotel preučiti vse, potem se nikoli ne bi lotil pisanja. V nekem točki moraš začeti ignorirati okolico, da začneš kreativno ustvarjati. Ne? Tako da, recimo, Friedrich Nietzsche je tak avtor, ki je izpostavil pomen nevednosti, načrtne nevednosti za rojstvo novega. Ne? Se pravi, če ne začnemo pozabljati v nekem trenutku, potem ne bomo nikoli prišli sploh do ustvarjanja nečega novega. Na drugi strani, to je zdaj tako poetsko mogoče prikazana vloga ignorance, nevednosti, ampak imamo tudi druge primere, kjer je pravzaprav imamo ne samo pravico, da ostanemo nevedni, ampak celo dolžnost. Primeri so seveda ti, če si član kakšne komisije, ki odloča na natečaju za kakšno delo ali pa konec koncev, če si profesor in ocenjuješ naloge, je prav, da ne veš, kdo so avtorji in tvoja dolžnost je, da se o tem ne pozanimaš, torej da ostajaš neveden. In zato, za nekaj časa, ja. Dokler ne opraviš svojega dela. In recimo zaradi tega ima simbolično Dike, boginja pravičnosti na sodišču zavezane oči,
in tehta resnico objektivno, ne, ravno zato, da je ne bi premotil videz ljudi ali pa neke sekundarni nepomembni razlogi, ki bi lahko vplivali na razsodbo, vendar pa z samo razsodbo niso povezani. Tako da ne, ta spoznavni pojav hotene nevednosti je v sebi nevtralen. Ne. Potem pa je seveda odvisno od tega, kako se manifestira, kako se udejani v naših življenjih. Ne. Včasih na ta dober, kreativen način, ne, nujno potreben, spet drugič, ne, morda na ta način, da zlezemo v kakšne reakcije, ki so pa mogoče dolgoročno, pa tudi kratkoročno gledano škodljive, ne. Od različnih teh skepticizmov, ki smo jih danes priča, do enega skepticizma, ki je zelo problematičen, to so podnebne spremembe, ne, vemo, da ogromno ljudi pravi, da to ni res, ne drži, ne, da je mrzlo po zimi, ne, nikoli še niso imeli tako mrzle, tako, ne, neke razloge banalne navajajo proti trdi znanosti. Seveda, zakaj? Znova zato, ker soočanje z to resnico je problematično, ne? Ker bi potem morali revidirati celoten način našega življenja, kar je seveda težko. Ne? Ja, in to so nekaj pa negativne, recimo, ne? Negativni momenti hotene nevednosti. Tadej, v vaši knjigi pa pravzaprav ne moram reči, da bi zaznala ravno to črno vzdušje, recimo, ni se mi zdelo, da neprestano dežuje v Ljubljani, ni se mi zdela negativna, zgodil se je zločin, ki se rešuje in na koncu, kot v vsaki dobri kriminalki, ga glavni junak reši. S tem, da v tistem negotovosti, ki nas čaka, temu se v literaturi reče odprt konc, tega sem se že privoščil enkrat prejšnji knjigi. No. Tako da pa tudi zdaj se nagibam, ne, ker zdaj sem nekje na zaključku te naslednje kriminalke in zdaj se odločam, kako zašpiliti klobaso v bistvu. Pojasniti vse, pustiti odprto, zločince nekaznovane. Bom videl. Ampak kaj pravzaprav v tej knjigi glavni namen odprtega konca? To, da pravzaprav lahko napišete še nadaljevanje in da nas nekako držite v tem, da bi radi izvedeli, kaj se bo zgodilo, ali da si pravzaprav sami usmislimo, razlagamo, kaj in kako bo življenje teh junakov potekalo naprej? Odprti konc, kakršenkoli konc, pri meni nastopa v smislu pač ustrezane realnosti, ne. Kadar imam odprti konc, oziroma razmišljam o njem, takrat se mi zdi, da bi delal z nekim zaključeno celoto, z vse pravično rešitvijo, ki bi večini bralcev pač ustrezala, na nek način silo resnice. Ne. Tako da bom videl, no. Zdaj se mi zdi, da zna biti odprti konc tudi te kriminalke. Neskončno rada bi vas vprašala kaj več o njej, da bi nam karkoli namignili, kaj bo v njej, pa ne verjamem, da boste povedali. Ne, sej, lahko v bistvu. Začne se s tem, da se ta razbirca zbudi v bolnišnici po komi in žena ga pride iskat po 2 mesecih, da ga odpelje domov in on se ves čas v bistvu sprašuje, kaj se je pravzaprav zgodilo. Ne. In to počasi odkriva skozi knjigo, kako je prišlo do nesreče in kdo je kriv za to. V tem je vsaj nekaj avtobiografskih. Namreč vi ste lani doživeli nesrečo v gorah, bili ste v komi, zbudili ste se iz kome, morda vas je iz bolnice peljala domov žena, vse naprej bomo pa prebrali v knjigi. Janko, ti si v knjigi nekako bil pozitiven. Celo napisal si, da boš morda, da boš pogrešal te čase. Kaj boš pogrešal? Ja, tišino. Ne. Zdaj v določenem trenutku tudi napišem, da je Rim lepši, ko je prazen, medtem ko je Milano lepši, ko je poln. Ne. Milano je recimo v sodobni italijanski družbi pravzaprav edino mesto, ki hlepi po prihodnosti, no, in ki to čutiš vsak dan, ne, da hlepi po svežini, po novitetah. Milano je mesto, v katerem si
kar počneš. Ne. V tem smislu je tudi zelo, zelo naporno za živeti, medtem ko Rim je mesto, v katerem si, kar si, ne glede na to, kar počneš. Ne. Mi smo Rim odkrivali v času prvega lockdowna zlasti, pa tudi minulo zimo, ko sicer ni bilo tako hudo, kot mesto, ki je neverjetno lepo. Ne. Jaz tako anekdotično, kadar me ljudje sprašujejo o Rimu, ponavadi rečem, da je Rim najlepše mesto na svetu od prvega nadstropja navzgor. Zaradi tega, ker na ravni ceste nič ne funkcionira, ker so smeti povsod, ker so ceste razbite in tako naprej. Čeprav, dobro, na ravni ceste so tudi najlepše fontane sveta, ne, ki so seveda vse v Rimu. Mislim, tega mi ne morete vzeti, ne. Tako da, no, ampak takrat, ko se je Rim izpraznil, ne, ker ko kar naenkrat ni bilo, jaz se spomnim, ko sem prvič prišel marca lani pred fontano v četrti Trevi in poleg mene na trgu, ki je sicer majcen, ne, pred fontano sta bila dva varnostnika, ki sta pazila na to, da se nihče ne bo približal, pa itak takrat že ni bilo več nobenega turizma v mestu. Jaz tega nisem mogel verjeti. Mislim, to je bil do te mere velik privilegij, ne, ki se mi je potem dogajal naprej, ne, zaradi tega, ker sem bil tudi v času najhujših zapor eden od tistih redkih privilegirancev, ki smo si lahko, tudi kadar ni bilo nujno potrebno, dali preskartico na srce in šli po mestu, ne. Jaz sem takrat velikokrat pobegnil s kolesom po praznih rimskih štiripasovnicah. Poleg tega sem velikokrat tudi tekel po njih, ne, po sredinski dvojni črti, recimo, ne, ker si rečeš, ker se počutiš kot en pobalin, ne, pri 50 letih svojih, ampak je tako osvobajajoče. In takrat smo začeli spoznavati ta Rim. Mogoče je v tem smislu Neaplj še bolj karakterističen, ampak tudi Rim ima to lastnost, da greš skozi mesto in imaš občutek, kot da sočasno hodiš skozi različne svetove in skozi različne čase, ne. To so recimo izkušnje, ki jih ta neverjetna mesta, kot sta Rim in Neaplj, omogočajo. In takrat, ko okrog tebe ni nobenih impulzov današnjosti, ne, se pravi ljudi okoli tebe, turistov, ki obrabljajo, ne, vso to zgodovino in greš sam skozi to, začnejo ti zidovi govoriti, ne. Saj mi se pogovarjamo zdaj v nekem literarnem kontekstu, vsi razumemo, če operiramo z metaforami, ampak recimo jaz se spomnim, da sem enkrat vmes, ko so me prosili na televiziji, napravi nam reportažo o tem, kakšen je Rim, ko je prazen, ne. In sem rekel, ne morem zdaj govoriti na splošno, in sem rekel, bom govoril o balkonih, ne, Rima. Ker pač Rim je poln zgodb in tudi balkoni imajo svojo zgodbo, ne, od balkona, ne vem, na palači na Montecitorio, kjer so včasih žrebali vstopnice, pa zdaj je pač to parlamentarna stavba, do balkona na ulici temačnih štacun, ne, delle Botteghe Oscure, kjer je včasih bil sedež komunistične partije v fašistični stavbi, ki je po propadu komunistične partije postal sedež italijanskega združenja bank, ne. Že sam ta sekvenca, recimo, kdo je bil lastnik stavbe, je zgodba zase, ne, pa je balkon in tako naprej, skratka. Recimo takrat se spomnim, da sva snemalko cel dan hodila po mestu in razmišljala o teh balkonih in obujala zgodbe o teh balkonih in ko si sam pod temi balkoni in kar naenkrat vidiš, to so take zgodbe, ne, ki naenkrat zaživijo vsa stoletja, ki so okoli tebe, ne. Tako da Rim to so stvari, ki jih bom pogrešal, seveda. Balkon si opisal tudi v knjigi in sicer, da si ga velikokrat čistil. Kako čist je danes tvoj balkon? Ja, zdaj, ko je jesensko deževje, je manj, ne. Manj, tudi zaradi tega, ker je poln raznoraznih rastlin, no. Tako da potem pa, glede na to, da nimajo podstavkov, ne, ker podstavki pod lončnicami so smrt za lončnice, to vsi, ki imajo odnos do svojih teras na ta pogled vedo, ampak to stranska posledica tega pa je, da pri vsakem jesenskem deževju so sledi zemlje, ne, pač po celem balkonu, tako da ni vedno čist, no. No, v knjigi si ga čistil in je bil čist. Tako. Zdaj, nekako sem vas še želela vprašati za konec, se vam zdi, da ste mogoče to
epidemijo prehitro vključili v svoje dela, da ste mogoče prehitro izdali knjige, v katerih ste opisali virus, ker recimo epidemije še ni konec, se kar naprej nadaljuje, pa pravzaprav za vaju to ni pravo vprašanje, ker to izkoriščate, vi pišete novo kriminalko, v katero ste vpletli virus, epidemijo, vi pišete novo knjigo o teorijah zarot. Janko, pripravljaš ti kaj novega, pišeš še kaj naprej, ker v bistvu zgodbe se še dogajajo. Jaz tu pa tam kakšno stvar napišem na Facebooku, ampak ne, jaz v tem trenutku predvsem hlepim po teh sledeh novega življenja, ne, ki se pojavljajo. Jaz sem recimo zadnje mesece posvetil zelo, hvala Bogu, da sem imel pri tem podporo mojih redakcij, ne, sem zasledoval pozitivne zgodbe. No. Prej si omenila, da sem optimist. Jaz sem vedno optimist, mislim, ni druge, no, kako ne rečem. Ni druge v teh časih? Ni druge nasploh. Ne, pač, ne vem, jaz sem že karakterno tak človek, da pravzaprav sem recimo neko nihilistično obdobje svojega življenja zapustil za sabo v 20-ih, bom rekel, ne, zdaj pa enostavno imam eno tako vodilo, da je pač treba vedno znova odpirati svet, ne, pač svoje življenje v svet. In ga je treba odpirati in je treba vedno znova pač najti tisto, kje se odpre to življenje, in se pravi, to je na nek način verjetno optimizem, ne. Sem pa zadnje mesece posvetil predvsem temu, da kolikor je to v moji moči, naše informativne programe Radia in Televizije Slovenija pestrim zgodbami o življenju, ki se je znova začelo pod pogojem, da smo disciplinirani pa da nekaj naredimo, ne. Jaz sem skušal pač skozi neke partikularne, zelo konkretne zgodbe, kot so, ne vem, razni sejmi ali pa semni celo po Italiji, govoriti o tem, da glej, mislim, en majhen kompromis je potreben, ne, zato, da bomo živeli čim bolje spet naprej, ne, da se ne bomo znova zapirali. To, no, kolikor je v moji moči, sem pač skušal svoje gledalce in poslušalce pocukati za rokav, pa jih spet postaviti na tla, no. Verjetno se vsi strinjamo, da to je nek poseben čas, ki je vsem dal veliko za razmišljati. Vsem trem bi se najlepše zahvalila za vaša razmišljanja o epidemiji, o času, v katerem živimo, in bom rekla, pustili bomo nedorečen nekako konec, ne moremo še zaključiti vsega tega, z vašimi besedami odprt konec te debate. Janko, upam še na veliko pozitivnih zgodb iz Rima, obenem pa res z veseljem čakam vajini novi knjigi. Najlepša hvala. Najlepša hvala pa tudi vam, da ste nas spremljali, in nasvidenje.